V zadnjih 2 sezonah naših oddaj smo imeli več kitajskih avtomobilov kot v vseh letih prej. Tudi sam sem bil na Kitajskem že nekajkrat in kmalu grem spet, pa kljub temu še vedno ne vem, kaj je najbolj tipična kitajska jed. Če lahko nemške avtomobile povežem z klobaso in zeljem, ameriške recimo s hamburgerjem, španske s paeljo ali pa kakšno hudo rezino pršuta, tukaj še vedno ne vem, s čim bi jih. Skoraj osnovna stvar pa je ne vem. Vem pa, v čem so Kitajci mojstri, ko govorimo o avtomobilih. In najbrž veste tudi vi. Ne, tokrat nimam v mislih samo ugodne cene. Tole je Forting T5 Friday EV, električna različica lansko leto najbolje prodajenega kitajskega avtomobila pri nas. Tega imam v mislih T5 Evo se mu reče in smo ga lani že imeli v naših oddajah, no kako zelo priljubljen je, pa jasno povejo številke. Znamka Forting je lansko leto v Sloveniji prodala dobrih 1000 vozil, od tega je za 700 vozil poskrbel kar T5 Evo. In s tem se je uvrstil tudi med 20 najbolje prodajenih modelov v Sloveniji. No kaj pa je tisto, kar pri avtomobilih Kitajci res obvladajo? Elektrika. Skoraj vse svetovne znamke pri svojih štromarjih sodelujejo s Kitajci, kupujejo kitajske firme ali pa vsaj deleže v njih. In to pomeni, da ta ob meni ne more biti prav slab. In tudi ni. Ugotavljam pa, da lahko električne kitajske avtomobile razdelim na dva pola. Na tiste, ki omogočajo neverjetna polnjenja in dosege in se praktično posmehujejo najboljši konkurenci, pa lahko njihove baterije polniš s 500 kW in podobno. In pa na tiste druge, ki so električno povprečni, so pa cenovno lahko zelo atraktivni. In takšen je moj petek oziroma Friday EV, da bo razumljivo. Zanj lahko dobite najvišjo subvencijo in to pomeni, da je 4,6 metra dolg avtomobil celo cenejši od svojega bencinskega brata. Pravzaprav je cena zelo dobra. Boste slišali v našem oglasnem delu oddaje. Elektromotor ima 150 kW moči oziroma po domače 204 konjičke in poganja sprednji par koles. Energijo črpa iz baterije LFP, torej tehnologija litij železo fosfat. Prednost te tehnologije je ugodnejša cena in potem je lahko cenejši tudi avtomobil, seveda. Takšne baterije imajo izjemno dolgo življenjsko dobo s preko 3000 cikli polnjenja, skoraj ni verjetnosti vžiga in ničim ne škoduje, če jih napolnite do 100%. Celo prija jim, ker potem sistem lažje kalibrira napetost. So pa energijsko manj goste in bolj občutljive na mraz, ampak zdaj je k sreči že toplo in doseg ni v bistvu nobena težava. Friday EV kljub temu ponuja 64,4 kWh kapacitete, kar sploh ni slabo. Sicer se po podatkih proizvajalca polni z največ 80 kW moči, mi smo uspeli z okrog 85 kW, je pa polnilna krivulja v bistvu precej dobra in pri več kot 80% napolnjenosti baterija še vedno papa energijo z okrog 65 kW moči, oziroma se od 20 do 80% nafila v pol ure. Obenem ni niti posebej težek takšen avtomobil, samo nekaj kilc več kot 2 toni ima, kar za štromarja te velikosti v bistvu sploh ni slabo. Doseg je še vedno precej samosvoja reč. Na avtocesti imamo porabo okrog 24 kWh na 100 km, na navadnih cestah 20 ali pa malenkost manj, kar pomeni, da doseg 300 km ni v bistvu posebna težava, če ne boste res non-stop samo na avtocesti. Vem pa tudi, da ste nekateri že na začetku prispevka zastrigli z ušesi in pomislili, da je takšna električna različica plebejskega Lambota lahko dobra alternativa bencinski. In moje mnenje je, seveda, zelo dobra celo, ampak samo za tiste, ki boste baterijo lahko polnili doma in za tiste, ki se vsak dan ne vozite ravno do Zadra in nazaj. In seveda sem moral najti odgovor na svoje začetno vprašanje, kakšne so značilne kitajske jedi, pa v bistvu niti ni bilo treba iti daleč, ker je vsaj zame najboljša kitajska restauracija pri nas na Gorenjskem v Mostah pri Komendi. Imam pa občutek, da sem si naročil mogoče malo preveč stvari, ampak za pokazati bo pa super. Recimo, tole je račka z 8 dodatki,
Tole me sploh zanima, je domača sečuanska govedina v omakci, potem imam tukaj seveda rakce, zelo značilni za Kitajsko so tudi cmočki, tile so polnjeni svinino, pa tukaj z rakci in pa testenine. Brez zelenjave pa tudi ne gre. No, na Kitajskem sem enkrat naletel tudi na fermentirano smrdljiv tofu, samo tistega pa nisem jedel, ker vsega pa res ne rabim probati. Razen pri avtih, zato tole pojem, potem pa grem raziskovati svoj Friday še naprej.